Ne delam si pa utvare, da se je slovenska družba bistveno premaknila v nekem tem vrednotnem smislu. Ne. Mi smo v izrazito sekularizirani družbi in bioetična vprašanja so tako rekoč zacementirana levo od sredine. Ne. Mislim, vprašanje splava, to pomeni začetka življenja in konca življenja, to sta vprašanji, ki sta zaradi celotne družbe in vsega, kar se je dogajalo v zadnjih desetletjih, a pa še nazaj, ne, pomaknjeni tja. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v podcastu Družine. Tokrat je na vrsti ena serija nekih videoposnetkov, v katerih bomo malo obdelali leto, ki je minilo, z različnimi uredniki tukaj na Družini. In danes imam že torej ob sebi Bogomirja Štefaniča, ki je urednik družbenega področja na Družini. Dobrodošel, Bogomir. Pozdrav vsem. Kako si kaj? Gre dobro, solidno, zanimivo leto je bilo po svoje na osebni in službeni ravni, tako da, ja, nenavadno leto, me prav zanima, kako ga bo osvetlila. Ja, mene tudi, zdaj na koncu leta je malo več, malo manj, kako je s konci leta pri tebi? Zdaj pripravljamo božično družino, ne vem, kdaj bodo to poslušalci to gledali in je mogoče dela nekaj več, po drugi strani se pa zaključuje, gledaš malce nazaj, kaj je bilo dobro upravljeno, kaj ne, kako se je leto hitro prekotalilo. Moram iskreno priznati, ko se leto začne, ne, in začnejo izhajati tiste številke družine, ki imajo eno mestno številko, 1, 2, 3, 4, se mi zdi, da leta ne bo nikoli konec. In potem je nenadoma tukaj številka 51, ne, in si rečeš, pa kako je to mogoče? In ja, leto se je znova prekotalilo tako hitro, da ne moreš verjeti. Moram ti priznati, da nisi edini v hiši, ki je točno to povedal. Torej, na začetku, kje smo, na koncu pa kje je bilo to vse. Ja, tako da zanimivo. Ja. Veš, kaj me zanima? No, to, kar zaradi česar se pravzaprav dobivava, pa zaradi kar si tudi sam mogoče malo že načel. Torej, leto, ki je minilo, kaj te je recimo najbolj zaznamovalo, ker to bodo prispevki, to so prispevki v zvezi s tem, no, kaj je posameznega urednika, posameznega področja najbolj zaznamovalo, kaj se mu je najbolj vtisnilo, ne nujno o tem, kaj je bilo najpomembnejše, ampak tisto, kar je najbolj ostalo nekako v duši tistega sogovornika, recimo. Jaz smem biti tukaj najprej malce oseben. Ja, prosim. Ja. Namreč letošnje leto je bilo 30, sem zaključil 30 let dela za družino. In veš, hotel ali ne, reflektiraš skozi to. Ne. Jaz sem prišel na Družino oktobra 1995, s 1. novembra sem potem redno zaposlen, delal sem za Družino že prej 2 leti, ampak 30 let delovne dobe na Družini. Ne. In samodejno začneš razmišljati, ne, kaj se je v teh 30 letih spremenilo, zgodilo, ali si k čemu dobremu prispeval, ali si bil del problema, del rešitve. O tem sem čez leto precej razmišljal. Zdaj, kakšnega pametnega odgovora na to glih nisem dobil, ne. Tukaj sem še včasih boljš, da ne. Ja, tako da ja, skozi neko to osebno refleksijo je marsikaj šlo, ne. To leto sem si osebno malce drugače zamišljal. Prej sem bil 13 let urednik Slovenskega časa in potem sem z letošnjim letom to funkcijo odložil. Na nek način se je življenje malce sprostilo in sem si ga skušal zastaviti kot neke vrste, recimo, sobotno leto. Ampak ne v smislu, da se čisto izprežem ali kaj podobne, ampak da nekako drugače delam. No, ampak se, veš, človek načrtuje, ne, Bog pa potem obrne in vmes se mi je to sobotno leto tako spremenilo, da sem si roko zlomil, pa sem bil potem, 2 meseca v gipsu, pa vmes delal in podobne stvari. Skratka, še eno leto znova, ko sem ugotovil, da če stvari načrtuješ, se gotovo ti načrti ne bodo hudo uresničili in da moraš biti v vsakem letu vedno znova na voljo za neka božja znamenja, da jih sprejmeš, iz njih narediš kaj dobrega in pač greš dalje. Ne? Tako da to je bilo na tej osebni ravni. Zdaj pa vsebinsko, ne, ta pogovor vendar najbrž ni namenjen obujanju borčevskih spominov. Vsega. Ta pogovor je zelo sproščen pogovor ob koncu leta, tako da vse je dovolj. V vsebinskem smislu pa gre, dobro, zadnja stvar seveda ostane najbolj v spominu, te referendumske zgodbe okrog zakona o tem asistiranem samomoru. Mogoče bo kdo rekel, da se mi je najbolj vtisnil v spomin ravno zaradi te časovne bližine, ne? Ampak v bistvu ne. Ravno tudi, ko sem gledal to svojo, recimo, poklicno pot na Družini,
sem ugotavljal, da so te teme že od začetka mojega dela pri družini se upletale v vse tisto, kar sem počel, te bioetične teme in podobne stvari. Ne. To meni, kaj sem, že kmalu sem imel pogovore, Anton Mlinar, če se ga spomniš, moralni teolog na teološki fakulteti, sva razpravljala, ne vem, o umetni oploditvi, tudi o eutanaziji, mislim, da že potem, ko so nizozemski zakon sprejeli 25 let nazaj, smo pisali o tem. Namreč skušam ti odgovoriti, da to, kar se je zdaj dogajalo zadnje mesece, je v bistvu neko dogajanje, ki se je pri meni kazalo skozi 25-30 let. Ne? Da smo že pred 25 leti razmišljali, kako bo, ko bo zgodba eutanazije prišla v Slovenijo. Ker nekoč bo. Ne? Kako se bomo mi odzvali, s kom bomo kaj naredili in dejansko potem, ko se oziram na to leto in na to temo, si rečem, ja, na njo smo se na nek način pripravljali že 25-30 let. Daj, ali smo se dovolj dobro, ustrezno zdaj odzvali, glede na to, da je referendum uspel, si upam reči, da imamo neki zaslug tudi pri družini za to, da smo splošno občutljivost svojega poslušalstva, bralstva, no, senzibilizirali skozi ves ta čas za te teme. Ne? Da ni zdaj ta tema padla v to referendumsko obdobje kot strela z jasnega neba, ne? Ampak da so ljudje že ves čas vedeli, kaj se tu dogaja, kaj si cerkev o tem misli, da smo mi skozi te naše moralne teologe, ne vem, z Romanom Globokarjem smo imeli ne vem koliko pogovorov na to temo in še s kom drugim, ne? Da smo mi to temperaturo ohranjali ves čas, da zdaj, ko je bilo pa potrebno se odzvati, da so ljudje pač vedeli, ne, kako ravnati. Skratka, ni šlo samo za referendumsko kampanjo, šlo je za neko daljše obdobje razmišljanja, pisanja o teh temah. Kako pa si razlagaš, recimo, če ostanemo pri tem vprašanju, to, da je bil ta prvi referendum posvetovalni sprejet, a ne, ker tukaj ti veliko širše razmišljaš, ne razmišljaš o konkretnem zakonu, ampak razmišljaš o enem tkivu družbe, ki se počasi spreminja, pa se potem vse skupaj usredini v nekem zakonu, da tako rečeva. Kaj misliš, se ti zdi, da se je dejanski nek družbeni preobrat začel dogajati v tem konceptualnem smislu, ali misliš, da so pač zaradi deležnikov, ki so bili tudi upleteni zdravniki itd., da je potem kulminiralo v to, da je zadeva bila potem zavrnjena? Bom začel na koncu tvojega vprašanja, seveda zdravniki so imeli te ključno vlogo. Ne? Jaz si vedno tako mislim, veš, ko delajo tiste raziskave, komu zaupajo ljudje. Ne? In potem seveda cerkev je tam nekje na dnu, ampak na dnu skupaj s politiki. In potem smo imeli nenadoma to situacijo, ne? Da so politiki tiščali z nekim zakonom, proti kateremu so bili zdravniki, ki so pa na lestvici zaupanja zelo visoko, tam kmalu za gasilci in podobno. Mislim, meni se je zdelo logično, če je moj zdravnik proti nekemu zakonu, jaz pa tega zdravnika cenim, hodim k njemu, se mu razgaljam, dobesedno, ne? Potem bom, za božjo voljo, tudi jaz razmislil v smeri njegovega razmisleka. Jaz mislim, da je bil to tisti švunk, ne? Da se je ta nihaj od posvetovalnega k zakonodajnemu referendumu zgodil. Ne delam si pa utvare, da se je slovenska družba bistveno premaknila v nekem tem vrednotnem smislu. Ne? Mi smo v izrazito sekularizirani družbi in bioetična vprašanja so tako rekoč zacementirana levo od sredine. Ne? Mislim, vprašanje splava, to pomeni začetka življenja in konca življenja, to sta vprašanji, ki sta zaradi celotne družbe in vsega, kar se je dogajalo v zadnjih desetletjih, a pa še nazaj, ne, pomaknjeni tja. Tukaj je šlo pa za zgodbo nekega konkretnega zakona, s katerim so hoteli zdravništvu naložiti nekaj, s čimer se absolutno ni strinjalo, s čimer so želeli tudi delno verske skupnosti potisniti na področja, kamor nikakor nočejo. Ne? Mislim, recimo, če smo čisto konkretni, nek starostni dom v upravi Caritas bi moral omogočiti, da se v njihovih prostorih izvedejo samomorilski postopki. Ne? To je ena taka konkretnost. In vsi ti drobci slabega zakona so pač oblikovali to sliko, da je bil zakon slednjič zavrnjen. Se pravi, še enkrat, v vrednotnem smislu se pa v teh mesecih od posvetovalnega do zakonodajnega referenduma po moje ni kaj veliko spremenilo.
No, oba se pa lahko strinjava, da je bilo veliko debate o tem, pa, da so bili argumenti predstavljeni, kar so redko pravzaprav, če sva čisto iskreni. Ti argumenti so bili predstavljeni po kanalih, ki jim zdaj seveda nekateri oporekajo, da so bili nezakoniti. Ko češ, da se cerkev se ni prijavila v referendumsko kampanjo, zdravniki se niso prijavili v referendumsko kampanjo. To je v bistvu zdaj zelo zanimivo področje in zato z veseljem na nek način gledam naprej, kaj se bo iz tega izcimlo. To pomeni, na Vrhovno sodišče bo vložen ugovor oziroma pritožba zoper legalnost ali karkoli že izvedenega referenduma in zdaj bo Vrhovno sodišče moralo nekaj o tem reči in to, kar bo reklo, bo po mojem pomembno vplivalo na to, kako razumemo versko svobodo tudi. Ali se mora cerkev pri oznanjevanju temeljnih elementov svojega nauka prijavljati v referendumske kampanje, ali sme, kot pravi 41. člen Ustave, svobodno v javnosti izražati svoje temeljne stališča. Mislim, to so pomembna ustavno-pravna in še ne vem kakšno vprašanje, tako da ta zgodba je zanimiva in ima potencial za leto 2026. Vsekakor. Veš, kaj me še zanima, no? Kako pa si videl to, a veš, tudi ti si, mislim, da napisal tudi kakšno stvar v zvezi s tem, pa tudi kakšni drugi komentatorji so te zadeve pisali, torej, da so bili zelo veseli, da se je cerkev končno oglasila malo bolj, ker tudi iz tega izhaja ta problem, ki si rekel, torej, cerkev je precej tiho, pa se pa enkrat oglasi, pa to ful ven štrli, veš, ni več, Kako si ti to videl? Se ti zdi, da je treba zdaj to obdržati nekako ta zalet, ta zagon tega, veš, pa ne samo seveda vprašanje evtanazije, ampak mogoče tudi kakšnih drugih vprašanj, kaj misliš v zvezi s tem? Moram priznati, da je to dogajanje tudi mene presenetilo. Nisem pričakoval, da bo to pastirsko pismo, recimo nadškofa Zoreta, če ga vzamemo kot neko točko, kjer se je vse sprožilo. Ni bilo čisto tako, da bi rekel, da je zdaj samo to pismo vse sprožilo, ampak bila je vidna točka, ki je opogumila še marsikoga po župnijah, recimo, da so prirejali pogovorne dogodke, dobro obiskane, vsaj če sem jaz kakšne posnetke videl, pa slike, mislim, ljudje so res debatirali, ljudje je to res zanimalo, in ta prebojenost, v tem smislu, ne v volkne, ampak kakšnem drugem, je bila zame odkritje tega dogajanja, Koliko ljudi se je angažiralo, se živo zanimalo za ta vprašanja. Navadno te bioetične teme, ljudje, tako kar malo bi že zadremali skoraj zraven, ko začneš moralizirati o tem, kaj je prav, pa kaj ni prav, pa kaj je v skladu s cerkvenim naukom, pa kaj ni. Tukaj pa ne, živo zanimanje. To pomeni, da ta vprašanja ob koncu življenja v starajoči se družbi očitno ljudi pritegnejo. Vidijo bodisi svojce, ki se bodo znašli v položaju, neke bolezni, trpljenja, bolečine in podobno. Na vse zadnje vidiš tudi samega sebe, kako bi ravnal. Če sem spet oseben malce. Če bi bil recimo zakon uveljavljen, si jaz lahko predstavljam samega sebe čez 20 let, da bi rekel, pa mulcem ne bom breme, pa bom se pospravil. Iz neke ljubezni do svojih bližnjih bom, pa da podpišem, pa grem. In to je eno od teh skušnjav zakonov, ki so sprejeti, delujejo tudi vzgojno, motivacijsko in podobno, kar je v zakonu, je pa prav. In to je mixed bag, ta celotna zgodba, ogromno nekih sporočil. Ne vem, če se spomniš, v družini smo objavili eno pismo Jožefa Kocipra, ki je bil tudi udeleženec v referendumski kampanji. In on je tam zanimivo napisal, ciljna publika za ta zakon so naše dobre krščanske žene, ki so celo življenje garale in se razdajale za druge, ko bodo pa obnemogle, bo pa na nek način ta smisel dajanja odvzet in izražen na ta način. Da se bodo umaknili. In to se je treba boriti na nek način, da v te skušnjave ne bi prišli, da ne bi dobrih ljudi, ki ne bodo več mogli delati, spravili in stlačili v skušnjavo, da bi rekli, pa bom odšel malce hitreje. Nisi več konstruktiven del družbe, nič ne prispevaš. To je ena od teh senc tega dogajanja in svetla plat je pa res to, kar se je dogajalo po župnijah, po raznih gibanjih, kako so se mladi angažirali, koliko je argumentacije iz teh krogov 20-30 letnikov zdaj, ki znajo dobro, retorično, spretno artikulirati te argumente. To je nekaj novega.
Ja. Meni je tudi bilo to v veliko zadovoljstvo, ja. Da se malo tudi ta, ne samo da, tako kot si rekel, ne samo da se prebuja nek tisti najbolj aktiven del, ampak tudi mladi, da so malo zaživeli. Če smeš te vskočiti v besedo, ne vem, to res čisto misel. Pobudnik zakona, oče tega zakona o asistiranem samomoru je celo zgodbo že pred, ne vem, mogoče 2 mesecema opisoval tudi kot nek Waterloo katoliške cerkve. Ko češ referendum bo Waterloo katoliške cerkve, oni uspejo nagovoriti samo en delček svojega najbolj zvestega poslušalstva, vse ostalo v slovenski družbi je pa tako drugače naravnano, da bo tle cerkev doživela svoj končni poraz pri svojem lastninjenju smrti. Zdaj zelo poenostavljam. No? In potem sem jaz še nekaj na to temo napisal in dan po referendumu mi en prijatelj na SMS napiše: ti, očitno ni bil naš Waterloo, ampak je bil njihov Stalingrad. Takrat sem se pa res začel režati. Rekel, ja, v bistvu je bil njihov Stalingrad, ne? Ampak dobro, to spet neke asociacije, druge vleče v groba primerjave, priznam, ampak, kot bi rekli, ima nešto na tome. Ja, grobe primerjave včasih povejo več kot 1000 besed. Ja, ok, obljubil sem, da bo kratka, ampak se zdaj že pri prvi temi, to je čisto moja napaka. Dajva še eno temo, pa pol zaključimo mogoče s tem. No? Mogoče tisti še ta druga stvar. Druga stvar pa 80. obletnica konca druge svetovne vojne. Ne? Zdaj, konec leta, mogoče nam to že malce izveneva, čeprav ne, odrezana Titova glava nas je znova spomnila, da smo Slovenci v velikem delu še vedno mentalno živimo v času 41-45, potem seveda tudi kasneje. Ne? Mi smo se spraševali, kako se lotiti prispevkov, pisanja, refleksije ob tej okrogli obletnici konca vojne. Ne? Po eni strani veš, da bodo te mainstream glavni mediji, ki sledijo toku ohranjanja revolucionarnih izročil, če spet malce poenostavljam, šli v neko smer, kaj naj mi naredimo. Ne? Da ne bo to samo neko, upitje en na drugega ali kaj podobnega. Ne? In saj jaz osebno sem se odločil, da bom v tej poziciji dal besedo ženskam. In zato sem naredil v začetku leta recimo 2 pogovora z Romano Vidar pa za Katarino Kompan Rezar. Da sta s temi sočutnimi pa terapevtskimi uvidi predstavila in prinesla pred nas ta čutenja žrtev, kakšen naj bi bil ta odnos do storilcev in podobno. Skratka, tak mehek pristop, ženski sočuten pristop do te teme. Meni se je zdelo to prav in zdi se mi, da je bilo tudi tako sprejeto, ker potem je bila, ne vem, kmalu po tistem je bila Romana Vidar govornica na slovesnosti v Fredrengu, ker je bilo na Kočevskem nekoč žensko koncentracijsko taborišče za prisilno delo. Katarina Kompan Rezar je bila pa osrednja govornica na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov v stolnici. V bistvu so izbrali za 2 slovesnosti gospe, ki sta poprej kot sogovornici nastopile v intervjujih za družino, pa si mislim, da mogoče vam pa malo zaslug za to, da so jo videli tudi drugod, prepoznali dragocenost njunih sporočil in ju ojačali s drugimi zvočniki, da je njuno sporočilo prišlo v javnost. Ta zgodba se mi zdi pomembna. Zdaj, osvetljevali smo jo seveda še skozi druge vidike. Ne vem, z Jožetom Dežmanom, naša firma veliko sodeluje, smo tudi z njim nekaj naredili, pa tematska številka slovenskega časa. Skratka, to je bila pomembna tema, danes se je mogoče malo manj spominjamo, ampak ja, tistih aprilskih, majskih, junijskih dnevih je imela pomembno vlogo in zdi se mi, da je tako sešteto, kar je bilo v javnost sporočeno, da ni prevladal samo en tako, militaristično zmagovalni, triumfalističen ton, ko češ bili smo na pravi strani zgodovine, ampak da so bili ubesedeni pomisleki, kaj 80 let teh pomeni za nas, kako so se zažrli vsi procesi, ki jih je ta konec vojne sprožil v nas, kaj se nam še vleče od tistih dni do danes in kaj se nam bo vleklo še v prihodnost, če ne bomo tega sproti sistematično razgrajevali. Ja, to je ena taka tema, ki je izredno
izredno deljiva, izredno deli družbo. Ja, seveda. Mislim, tega se zavedamo. Tudi za naše bralce najbrž ni to vse enoznačno. Mi, upam, med našimi bralci niso vsi samo, ne vem, kako čem temu reči, prodomobranski ali kaj podobnega. Izhajajo iz vseh okolij. Sej, vsi vemo, in partizanska in domobranska vojske so zrasli iz krščanskega okolja. Sej, kako pa bi lahko drugače bilo. Skratka, gre za neke nevralgične točke, gre za teme, ki lahko v hipu sprožijo spor in se ljudje nehajo poslušati. Ampak jaz upam, da mi nismo tukaj prilivali olja na ogenj polarizacije, ampak da smo skušali prinašati neke nove informacije, da smo skušali ravno skozi ta ženski princip neko blažilno metodo ubrati, to pomeni na te rane nanositi kakšen balzam za celjenje, mogoče celo že kakšno kremo za odstranjevanje vrzgotin, ampak dobro, to je pa že naslednji korak. Za nas bralce je drugače izredno dragoceno to. In tudi se mi zdi, da malo premalkrat slišimo prav to, kar si zdaj na koncu povedal, ker vendarle družina včasih izpade kot taka malo navijaška, pretirano, veš, in pol to, da slišimo iz strani urednika družbenega področja, to, da ta trud vse čas prisoten tega neke globje refleksije, ne tega navijaštva ali pa ne vem česa, je to za nas bralce izredno pomembno, se mi zdi. Ja, mislim, zavedati se pa je vendarle treba, da vse te vojne, ki jih je sprožila revolucija, te notranje vojne proti kmetom, je bila tudi vojna proti vernim ljudem. In ti verni ljudje so naši bralci. Ogromno naših bralcev ima prednike, ki so po vojnem času ali po medvojnem času seveda tudi nastradali. In mi smo že, odkar sem jaz na družini, pa tudi še prej, bili glas teh ljudi. Zato, ker drugod glasu niso imeli. In včasih se potem zdi, da smo se postavili na eno stran. Ja, smo se, ampak je bilo to logično, ker ta stran ni imela glasu in ta stran je tista, ki je trpela tudi zaradi vere ali pa celo izrecno zaradi vere. Skratka, to so naši ljudje. Moja misel ni bila toliko smeri postavljene na stran, ampak od tega, na kakšen način iz svoje strani komuniciraš. To sem tako, jaz skušam neko ostrino odstranjevati, kolikor se da, ampak tu pa tam je pa treba kakšne stvari povedati tudi jasno, ne pa grobo, upam. Super. Bogomir, hvala lepa, ne vem, koliko časa smo bila, nisem si ure naštimal. Hvala lepa za ta pogovorček. Jaz mislim, da je bilo zelo zanimivo. Spoštovane in spoštovani, to je bil prvi, oziroma odvisno, kdaj boste gledali, ena epizoda v seriji nekih povzetkov leta, tisto, kar se nam je zdelo najpomembnejše. Mogoče na začetku leta narediva, kaj pričakuješ od novega leta, ne bova zdaj začela še te teme. Ampak prav lepa hvala, da si se odzval na moje vabilo in z veseljem sem poklepetal s tabo. Hvala za vabilo, pa vesele praznike, blagoslovljene. Blagoslovljen advent, zdaj smo še v adventu, ne vem sicer, kdaj bo to šlo ven, ampak tudi pol praznike. Hvala lepa. Torej, spoštovane in spoštovani, se vidimo prihodnjič. Hvala lepa.